Dobrodošli v oddaji Tisoč novic. Z vami sva Julijan in Veronika. Danes se nam bo pridružilo veliko novinarjev, saj moramo razkriti skrivnost pekarne Mišmaš. Že čez nekaj sekund se nam bo na studijski televiziji pridružila novinarka Manca, ki je na terenu pekarne Mišmaš. Sem pred pekarno Mišmaš. Zdaj imam za gospod Jedrt nekaj vprašanj. Kako ste vedeli, da je tu dlaka od miši? Zato, ker nobena mačka ali podgana nima tako kratke dlake. Ali ni dlaka od vaše mačke? Ne, moj mačkon Smrdljivko nima tako kratke dlake. Ali ste vi dali v moko to dlako? Kje pa, gospa, kako me lahko tako obsojate, mislim? Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje. Smrdljivka. Hvala, Manca. Sedaj pa gremo že na naslednji prispevek, ki ga je pripravil novinar Luka, ki se nam oglaša iz terena. Pa si poglejmo še to. Pozdravljeni iz mestnega trga. Tu izprašal bom nekaj vaščanov, kaj si mislijo o vsem tem. Novica o miših me sploh nič ni presenetila, ker pač je čisto normalno, da ima svoje pomanjkače, če lahko speče tako veliko kruha in njegov kruh je res najboljši, božansko. No, tukaj sem ga kupila nekje, ko me čakam, da pridem domov. Nikoli mi ni bil všeč njegov kruh in tudi zdaj mi ni več všeč. Vedno sem mislil, da je pokvarjen pek in končno bojo vsi kupovali pri meni. Ja, ne verjamem. Vedno sem vedel, da je nekaj čudnega. Presenetilo me je, ker je njegov kruh tako dober. Ali sploh verjameš, gospe Jedrt? Ja, seveda. Ne, ker je coprnica. Seveda, takoj sem ji verjela, ko je to povedala. Ne, sploh ne verjamem, gospe Jedrt, ona je taka čarovnica. Sploh ne vem, kako Mišmašu lahko uspe tako dober kruh narediti iz tako slabe moke, kot jo ima ta čarovnica. Ne. Ja. Ali boste sploh še kdaj kupovali njegov kruh? Nikoli več. Vsega tudi prej nisem. Seveda, ker dela tako dober kruh in sva prijatelja. Ja. Ja, bom, ker zdajle sem tudi enega kupila, kot ste že prej videli, in to je res najboljša pekarna. Priporočam jo tudi na televiziji. Ne. Nikoli, kako si upate to mene vprašati? To bi bilo od mene vse. Hvala. Hvala, sedaj pa prisluhnimo delčku novinarske konference, ki smo jo posneli včeraj. Konec. Skočam, da te tam Mišmaš nekaj vpraša. Okay. Zakaj da pomagačke miši? S čim se ti je Mišmaš zameril? Ali mi lahko pokažeš dlako, ki si jo najdla v kruhu? Zdaj, ja nimam je res s sabo, ampak trdim, da je to res. Ti? No, gospa Jedrt, ali misliš, da je bila res dlaka od miš ali da od podgane? Mišmaš, zakaj imaš tako malo moke in tako veliko kruha? Da imate še kakšen drugi dokaz. Kako to, da imate tako dober kruh? Zakaj ne poveš svoje skrivnosti? Zato, ker nočem, da izvete. Pa še, ni res, jaz ti nisem dal ključa. Sedaj pa prisluhnimo še Samotu in Ančetu, ki se nam oglašata iz terena. Bila sta pa na terenu VPK-ja.
Dobrodošli, smo na terenu VPK-ja. Ogledali smo si studije, kjer snemajo Milijonara. Zdaj pa dajem besedo Davidu. Meni je bilo pa všeč, ko smo si šli pogledati, kje snemajo Črnega Petra. To bi bilo od naju vse. Hvala na svidenje, pa lep dan želim. Za naslednje novice pa predajam besedo Luki. Hvala Veronika in Julijan. Zdaj bomo pa govorili o kulturi, športu in vremenu. Pozdravljeni, tukaj sem srečal dve slikarki, ki sta mi pripravljeni odgovoriti na par vprašanj. Kakšna je vajna najljubša slika? Ribice, delfini, morske deklice, mehučki, rakci, pa te vodne stvari. Konji, pa kužki, pa muce, pa delfini, pa take stvari. Zakaj ste si izbrali ta poklic? Zato, ker nam je všeč risati. Ker je risanje ful dober in ti je pa slika ful všeč. Kdaj boste imeli pa kaj razstavo? Meni lahko prideš, če želiš moje slike. Jaz bom jo imela jutri v Narodni galeriji. V redu, hvala za vse odgovore in adijo. Zdaj pa sledi šport, kjer se oglaša Timon. Dober dan, oglašam se izpred stadiona Ilirija, kjer bom intervjuval nogometaša Teota in mu zastavil par vprašanj. Dober dan, kako se vam zdi, ko vaša skupina zadane gol? Meni se zdi odlično, pa še zelo smo v bistvu vsi veseli, da upamo tudi, da zmagamo na koncu. Če ne zmagamo, pač ne zmagamo. Ampak bolj upamo, da zadanemo. Ali vam je vredna zmaga ali zabava na štadionu? Ni mi najbolj pomembna zmaga, ampak da zmagamo in da so igralci in za navijači, da smo veseli. Kakšno je vaše življenje v Rilažu? Imam zelo lepo hišo, psa, otroka, ki je star 8 let, bazen, tudi noter in včasih tudi s prijatelji žuramo odzun ali pa v hiši. Hvala za vsa ta dragocena vprašanja. Sedaj pa nazaj v studio. Hvala, Timon. Zdaj pa k vremenu, kjer se oglašajo Naja, Lucija in Manca. Pozdravljeni. Midve sva Naja in Lucija. Sedaj je na vrsti vreme po Sloveniji. V Ljubljani bo sončno s 30 stopinjami Celzija. V Murski Soboti bo deževalo in bo 15 stopinj Celzija. V Celju bo zelo vroče in tam bo 34 stopinj Celzija. V Kopru bo sicer delno oblačno in bo tudi vroče s 27 stopinjami Celzija. Zdaj predajam besedo vremenarki Luciji. Hvala, Naja. V Mariboru bo zelo gosta megla in bo 26 stopinj Celzija. V Kranjski Gori bo zelo vetrovno in megleno z 20 stopinj Celzija. Novo mesto bo zelo sončno in bo imelo 33 stopinj Celzija. V Ajdovščini bo zelo deževno in bo bilo 19 stopinj Celzija. To je bilo od naju vse. Hvala, na svidenje. Sedaj pa povabim na oder še vremenarko Manco. Hvala za besedo. Ta teden bo dopoldne zelo veliko padavin. Dopoldne v ponedeljek bo pa sončno. Ampak pazite, v četrtek bo zelo vetrovno. Zato priporočamo, da ostanite doma. Sedaj pa sledijo kratki oglasi. Zdaj pa se nam iz terena oglaša gospod Paradajz, ki se je pogovarjal s Pekom Mišmašem. Dober dan. Oglašam se iz pekarne Mišmaš. Tukaj je gospod Pek Mišmaš, ki ga bomo vprašali nekaj vprašanj. No, začela bova. Kaj si mislite o tem, da vas
Jedrt obtožuje? To niti malo ni res. Kaj si mislite o Jedrt? Da je zelo zlobna in da je nesramna, ker hoče, da propadam in da ne bom imel več denarja, da bom brezdomec. Ali mislite, da se gospa Jedrt laže? Absolutno ja. Se vam zdi, da vam je mogoče kaj podstaknila? Saj meni se zdi, da je, ker tista ni bila mišja dlaka. Hvala, to bi bilo za danes vse, nazaj v studio. Sedaj pa se nam iz posebnega terena oglaša Analina, ki ima prav posebno novico za nas. Dober dan, sem Analina in zdaj stojim pred Jedrtino hišo. Zdaj bom pogledala, kaj se dogaja v njenem prostem času. Vedela sem! Kaj? To je bilo zelo pričakovano. Torej, gospa Jedrt, zakaj ste ravnokar izpulili dlako svoji mački? Kako bi lahko tega obtežili? Tega niste videli z meni. Kaj ima mačka s tem? Nič, moja mačka je smrdljivka in ima nič s tem in jaz tudi ne. Res želite, da mišmaš propade? Kje pa? To nisem jaz, Nadja. Ste sploh pa mislili, da boste zdaj verjetno imeli enega kupca manj? Kakšnega kupca? Nič nisem potaknila. Kako si upaš to reči, mislim. Televizija dan danes. Očitno smo ravnokar izvedeli resnico. Pride smrdljivko, pobegnimo! To je bilo vse, zdaj pa nazaj v studio. Hvala, se vidimo jutri.